Kako ocenjujete pomen današnje vaje? No, najprej je treba povedati dve ključni stvari, ki smo jih videli na tej vaji. Danes prvič to, da smo uspeli vse službe, ki se ukvarjajo z varstvom slovenskega morja, spraviti na isto vajo in dokazati, da so sposobne med sabo koordinirati vse svoje aktivnosti, ko gre za različne reševalne naloge. Drugič, danes na tej vaji je bilo mogoče videti vse sredstva, ki jih ima slovenska država na razpolago za varovanje slovenskega morja. In treba je reči, da v primerjavi s tistim, kar smo imeli mogoče še 10 let nazaj, je to izjemen napredek. Namreč, ko je bila tu nesreča, leta 2005 je bilo bolj žalostno, ni bilo dobesedno s čim si pomagati, danes pa smo lahko pokazali in tudi videli, da je veliko zmogljivosti različnih vrst plovil in tudi zelo veliko že profesionalcev, ki so sposobni opraviti usklajeno celo vrsto postopkov. Je tudi še veliko možnosti za popravke ravnanja v prihodnosti, zlasti z vidika skupne usposobljenosti, še tesnejše skupne koordinacije, ampak to bo izziv še za prihodnja leta. In jaz sem prepričana in verjamem, da na podlagi tega, kar smo danes videli, lahko računamo, da bomo sposobni varovati svoje morje in tudi vse tiste, ki prihajajo v to morje, bodi si, da so to turistične ladje, majhne ladje, velike ladje ali pa tovorne ladje. Če samo malo povežemo z aktualnimi razmerami, vemo, da so taki in drugačni varčevalni programi. Ali je bilo kaj varčevanja tudi na področju zaščite in reševanja, bi lahko bilo potencialno ogrožena varnost? Torej, varčevanje je že prizadelo celoten obrambni zaščitno-reševalni sistem, s tem, da to, kar smo si tu lahko danes ogledali, je bil v bistvu dokaz, da smo sposobni tudi v času, ko ni veliko sredstev, narediti zelo veliko, če uporabimo ljudske resurse. Lahko pa izrazim skrb za prihodnja leta, da če ne bomo sposobni vlagati denarja v novo opremo, ki je še potrebna, in če ne bo dovolj denarja za operativno delovanje in usposabljanje vseh teh služb, potem bo težko nadaljevati in povečevati standarde varovanja tega morja. Skratka, mi smo se zdaj v teh 6-7 letih naučili, da vedno bolj iz leta v leto napredujemo pri varovanju morja. Če bo zdaj pri tem, ko razumemo, da je treba, ko se tudi zavedamo, da je treba imeti vedno več sredstev na razpolago za varovanje tega morja, če bomo to prekinili, bo padla tudi motivacija pri ljudeh, pri profesionalcih, pri prostovoljcih in s tem bomo tudi v bistvu lahko ogrozili varnost ljudi v tem prostoru. Jaz upam, da bo v prihodnosti vendar prevladala neka modrost, da pri varovanju ljudi in njihovega premoženja ne bi bilo prav, da varčujemo sredstva. Hvala. Minister za varnost je bil z nami. Verjetno lahko o tem sporazumu, ki ste ga podpisali, lahko kar njega. Tako, ja. Pa tako je. Mi smo njemu želeli prav to pokazati, kako ni potrebno graditi enega sistema, zato da ima čisto vse zmogljivosti, ampak kako je treba vse tisto, kar je na razpolago, že spravimo skupaj v skupen sistem. Tako kot smo mi tu povezali vojsko, policijo, luško kapitanijo, vse naše koncesionarje, ki skrbijo za različne reševalne naloge v en sistem, tako tudi v Bosni za njihovih 27 km obale verjetno lahko uporabijo podoben pristop. Radio Koper je Radio Slovenija. Ne govorim dobro bosanski, razumete. Pitao bih vas o značenju ovog ugovora ili sporazuma što ste danas potpisali. Mi smo sa Republikom Slovenijom imali zaista dobru suradnju u oblasti zaštite spašavanja. Na uspostavljanju standarda koji od nas svih traži Evropska unija, Slovenija i Evropska unija, mi želimo biti dio toga u nekom periodu koji je ispred nas. Želimo naš sistem bude što bliži sistemima zemalja Evropske unije.
Mi ćemo ovim sporazumom formalizirati dakle, naše odnose i potrebe i dovesti u funkcionalnije oblik kako bi eventualno sutra, ukoliko bude bilo kome trebalo, da možemo jedni drugima priteći u pomoć. Svjesni ste da danas u svijetu više ljudi je ugroženo od prirodnih katastrofa nego od ratova. Dakle, ta činjenica govori da više miliona ljudi je svake godine i njihovih materijalnih dobara ugroženo od prirodnih katastrofa. S tim u vezi su ovi sporazumi jako važni u tom smislu da budu brže i efikasnije, dakle, brži i efikasniji odgovori na sve ono što nas može zadesiti. Naravno da sporazum podrazumijeva i sadrži u sebi i niz drugih oblika suradnje od razmjene iskustava, usavršavanja na različitim poljima u ovoj oblasti, dok svega onoga što nam može unaprijediti, dakle, međusobno sistem zaštite i spašavanja. Ono što još želim podvući je da u oblasti zaštite i spašavanja, kada su ugroženi ljudi i materijalna dobra, onda vam sigurno prijem i efikasnije mogu pomoći oni koji su bliže vas, a ne veliki. Dakle, stoga je jako važno da imamo dobre sporazume u ovoj oblasti sa zemljama koji su međusobno blizu kako bi mogli jedni drugima pomoći.